Dobrodošli v novi epizodi Sensa podcasta. Danes je z nami Veronika Lovšin, učiteljica AIQ metode 3. stopnje. AIQ metodo ste že lahko spoznali v prejšnjih podcastih z njenim ustanoviteljem Alešem Ernstom. Veronika bo pa danes predstavila svoj vidik, mogoče bolj ženski vidik. Delila bo z nami svoje izkušnje, kako se je sama soočala s težavami, z travmami in predvsem bova govorila pa o tem, zakaj je stik s telesom tako pomemben oziroma zakaj brez njega težko rešimo karkoli dolgoročno in učinkovito v svojem življenju. Veronika, dobrodošla. Kako se počutiš? Hvala za povabilo, Ana. Počutim se malo vznemirjeno, v pričakovanju, kako bo vse skupaj izpadlo. Predvsem se pa veselim govoriti o AIQ metodi, ker se mi zdi, da rabi biti slišana. A veš, že tako, ko vprašamo človeka, kako si, se mi zdi, že pri tem vprašanju imamo ljudje težave iskreno odgovoriti. Ponavadi rečemo, v redu sem, super sem, dober sem, ker avtomatsko, tudi če smo slabo. Zakaj misliš, da to počnemo? In če imamo težave iskreno odgovarjati že na tako vsakdanje vprašanje, pa kaj šele na kaj bolj kompleksnega? Ja, in ta kako si, pa odgovor sem v redu je tak instant odgovor in nekako je pričakovan v današnjem času, kjer je vse tako, okrog nas je polno slik, na televizijah se vidi vedno popolno ljudi, lepe, urejene, nasmejane, vesele in okolica pričakuje, da smo dobro oziroma mi mislimo, da moramo biti dobro in je, če nisi dobro, težko to povedati, težko to deliti. Ponovadi je tako, da v današnjem času, kjer se lahko stvari kupijo, kjer lahko kupimo tudi to, da smo dobro in gremo rajš po, namesto da si priznamo, da nam ni tako dobro, gremo na dobro večerjo, si kupimo novo torbico, naredimo plan za novo potovanje in to potlačimo tisto, nisem dobro. Ampak tisto ni dobro, ne zgine s tem, ampak se samo prekrije. Bistvo še vedno ostane v spodaj v nas. Tisto nekaj, ki nas žre, ki nas razjeda noter. In pol čakamo, da bo nastalo tako veliko, da ne bomo mogli več bežati pred njim. Čeprav tudi, če pol ne, jaz pa včasih pač povem, da sem slabo, pa potem tudi vidim, kako ljudje zablokirajo, ne, kaj pa zdaj? Se te ustrašijo, Ja. kaj delati s tabo. Kaj pa ne zdaj naredim? Nič ni treba, ne, saj sam. Ja, dovolj je že samo, da so ob tebi, pa da te poslušajo, da te sprejmejo. Tudi če nisi dobro, da si vredna njihove bližine, da so lahko ob tebi, da te ni treba nekje reševati. Tudi tega dostikrat nismo navajeni, da samo biti ob nekem človeku, stati ob njem zraven, ampak imamo vedno občutek, ta ni dober, hiter, gremo v akcijo. Ja, treba intervenirati, treba reševati, ja. Ne, ni treba. Daj, Veronika, malo povej, kako je tebe tvoja pot vodila do tle, kjer si danes, mogoče v kontekstu dela na sebi, kaj ti sploh delo na sebi pomeni? Okay. Jaz sem bila tudi med tistimi ljudmi, ki so dobro. Dokler ni prišlo tak velik prelomen dogodek v mojem življenju, to je bila smrt mojega 4. otroka, ki me je na nek način ustavila, streznila in prek tega dogodka sem spoznala, da je treba nekaj spremeniti v življenju, da ne grem v pravo smer. Tako je bilo težko, naprimer, si v porodnišnici, ko naj bi imel tisto majhno štručko ob sebi zraven, bila je pa ena sama praznina, tišina, meni se je zdela taka grozno glasna tišina, pa gosta praznina, tako čist. Nesmiselno mi je bilo vse skupaj, kaj se zdaj to dogaja. Kamorkoli sem šla, povsod se je to vleklo za mano, ni hotel iti stran. Potem sem pa počasi začela brati knjige, iskati, kaj bi lahko pomagali, kako bi lahko sama sebi pomagala.
zelo veliko sem se začela prebirati alternativne stvari. Vpisala sem se v šolo za bioterapevte v Marjanu Gorevcu. Naredila sem mojstrski tečaj za reiki, regresoterapijo, postala fil-liderka, še pri Markotu Pogačniku sem se spoznala z geomantijo. Skratka, polno nekih metod, ki je vsaka na svoj način mi dodala nek kamenček v to mojo samopomoč. Pokazala, kako si lahko pomagam, in vsaka od teh metod me je na nek način pripeljala do tega, kjer sem pa danes, kjer sem pa že 5 let v AEQ metodi in jo imam namen še naprej gojiti oziroma še nadgrajevati, ker nekako zaokroža vse prejšnje metode in se mi zdi, da lahko še več ven iz nje iztržim, potegnem. Zdaj, omenila si, ne, si prebirala knjige, ampak zakaj pa recimo, ko beremo knjige za samo pomoč, ponavadi to ni dost, da bi naredil res neko dolgotrajno spremembo v življenju, ne? Ti na zavesti že razumeš, ti klika, ko bereš knjige, ampak pol v praksi pa ponavadi ne gre tako, ne? Zakaj? Kaj manjka? Skozi, če gledaš, ko nekaj prebereš, pa se ti zdi super. Pa rečeš, wow, to je ta pravo, to res tako deluje. Ampak če gledaš pa telo, se pa tvoje telo, tvoja drža, tvoja poza nič ne spremeni zaradi tega, ko samo zavestno veš, da bi bilo treba nekaj spremeniti. In ta ti del, ki manjka, telesni del. Če bi kle še telo noter vključili, da bi še telo zmehčalo, da bi lahko prišle te vse informacije v telo noter, potem pa bi bil premik dolgotrajen. Tako pa ponavadi prebereš knjigo, nekaj časa si vas navdušen nad njo, ti deluje, ti vidiš vse, kaj bi mogel spremeniti, kako bi mogel spremeniti, ampak potem pa bolj, ko se oddaljuje od tistega, kar si knjigo prebral, bolj upada vse skupaj. In ti greš nazaj v staro zakrčenost telesa, v bistvu te telo pelje na tvoja stara pota, ti ne dovoli, da bi šel naprej. Ja, tudi tisto, ko pravimo vse v glavi, ma ni vse v glavi, vse v telesu, ne? Ja. Tudi ne vem, ko imam jaz kakšne tesnobne, anksiozne zadeve, meni takrat nič ne pomaga, da si rečem v mislih, ne vem, varna si, vse je v redu, ker to so pač občutki v telesu in takrat racionalno, recimo, ne pomaga, ne? Odpove, ker so ti občutki toliko močnejši. Zdaj, recimo, jaz sem tudi, ko sem šla v duhovnost, sem bila zelo prepričana, da delam na sebi, ne? Če pa zdaj gledam nazaj, pa vidim, da sem v bistvu si našla neke načine, kako sem še krepila iluzije v sebi. Pač dejansko nisem reševala stvari in to je ful triki, ne vem, jaz do trenutka, dokler nisem začela telesa vključevati, dejansko se stvari niso razreševale. Kakšna je tvoja izkušnja? Kaj se je zgodilo, ko si začela delati s telesom? Kaj se je začelo spreminjati? Ja, ponavadi si izberemo metode, ki nam pašejo. Da nam pa pašejo, nam pa ponavadi poudarjajo neke stvari, ki jih imamo v sebi, pa jih ne znamo spremeniti. Sicer zavestno bi jih radi spremenili, bi jih radi izboljšali, ampak podzavestno je pa to težko in zato na nek način vzdržujemo z marsikatero alternativno metodo to stanje, v katerem smo, kljub temu, da toliko delamo na sebi, pa da se toliko spreminjamo. Čista telesni vidik je bil mogoče pri meni, prvič sem ga spoznala pri AEQ-ju, nikjer prej, ker ni bil tako močen. Vaje so me pripeljale do tega občutenja lastnega telesa, koliko je, predvsem mi je bila zanimiva ta razlika, občutek imaš, da telo poznaš, da ga čutiš, vsak dan delaš z njim, se premikaš, hodiš. Osnovna stvar, ki jo imamo, s katero potrjujemo svoj obstoj na tem svetu, je naše telo.
In potem prek vaj pa spoznaš, kako malo ga poznamo, kako malo se čutimo. Ja, recimo nek primer, ne? Kako čutiš desno koleno pa levo? Ja, ne vem pač. Tam je. Kako čutiš medenico? Ja. Pač dokler te ne boli, ga v bistvu ne čutiš, ne? Ja, res je. In sploh, naprimer, pri športnikih to opažam. Športniki so zelo navajeni iti čez sebe in dokler je njihovo telo v redu, ga ne čutijo. Ko pa boli, takrat ga pa šele začutijo. Pri AEQ-ju prideš pa glih kontra, pa telo, ko ne boli, ga že čutiš, ko delaš čist majhne mikropremike v telesu. In pa si tako vesel, wow, tudi to sem jaz, tudi to zmorem. In tak lep občutek je. Tako, kot začneš telo čutiti, kot da bi dobil. Meni se zdi tako, kot da se domov vračam, sama vase, sama k sebi. In večje, kot je zavedanje mojega telesa, bolj lepo mi je v njem, kot da bi mi bilo bolj lepo doma, tam nekaj, kar se počutiš varno, kjer veš, da imaš vsa orodja, da boš lahko z njimi preživel v tem svetu. In je zato lepo. Kaj pa recimo, pa nekdo pride k tebi na aktivno terapijo ali pa na vodene vaje, ne? Ali pa recimo, to jaz sem bila paralelno na programu in potem, ne vem, se prav spomnim, prvič program, prva vaja, ne? Zdaj pa premikamo ramo, damo, ne vem, k tlem, pa ne, malo v zrak. In pa se človek vpraša, kako bo meni zdaj to, da jaz tle malo premikam ramo, pomagal, da bom rešila neke res hude težave. Nam malo razložiš, zakaj je to pomembno, oziroma kako pol iz tega prideš. Zakaj sploh delati vaje? Tako je. Ker tako dejansko niso vaje tiste, ki te spreminjajo, po drugi strani so pa ogromen doprinos k temu. Z vajami mehčamo svoje telo, se ga bolj jasno zavedamo. Naprimer, premakneš ramo gor in začutiš, kako ne bi imel prsne mišice napete ob tem. In zelo velikokrat se zgodi, da ljudje sploh ne občutijo, da imajo kakršnokoli napetost v telesu, vsaj na začetku. In potem gledajo, a sem res ramo premaknil, kako zdaj to je, rama je dvignjena, kako to, da nič ne čutim, kaj se zdaj to dogaja. In potem počasi spoznavamo svoje realno stanje, v katerem smo. Določene dele telesa bolj jasno čutimo, kaj z njimi počnemo, določenih delov telesa ne čutimo tako jasno. In potem z vajami vidimo, kje smo, na katerih področjih moramo še več delati, katere dele še bolj mehčati. In bolj, ko se mehčamo, bolj jasno se lahko izražamo, povemo, kaj želimo, kaj nas moti, kaj bi radi spremenili. In to je pa tisto, kar je potem namen AEQ metode, je ne da bi celo življenje samo delali vaje, pa da bo pa karkoli drugače, ampak da bi lahko ta spoznanja, ki jih preko vaj dobimo o sebi, uporabljali v svojem vsakdanjem življenju. Da bi dobili večjo moč urejati svoje življenje s pomočjo vaj. Bolj bi vedeli, kaj nas moti, kako želimo karkoli spremeniti in znamo to tudi ubesediti, povedati in smo pripravljeni tudi na reakcijo nasprotne strani. Jo prenesti, ne zmrzniti, ne se skriti, ampak se soočati tudi s posledicami svojih dejanj. Kaj se je pa tebi recimo začelo pol dogajati, ko si prihajala v boljši stik s telesom? Mogoče s čustvi? Ja, vsekakor. Čustva začnejo bolj vam prihajati, jih bolj jasno začutiš. Lažje jih lahko nadziraš, večji nadzor sam nad sabo dobiš. Tako kot prek vaje dobivaš nadzor nad lastnim telesom, tako lahko potem tudi dobivaš nadzor nad svojimi čustvi, vidiš jih, ok, grejo ven, ta čustva so, nekaj želijo, da uredim, okolica me moti, hočem spremeniti,
treba nekaj povedati, iti v akcijo in probaš to izvesti. In ker imaš pri tem ves čas podporo svojega telesa, oziroma če dalje večjo oporo svojega telesa imaš v teh dejanjih, veliko lažje to izvedeš. In tudi veliko bolj uspešen si pri reševanju teh konfliktov, kakršnikoli že so. Zakaj pa določenega dela telesa recimo ne čutimo? Oziroma mogoče poveš, kaj je to senzorno-motorna amnezija, kaj je senzorno-motorna odtujitev, to so izrazi, ki jih AIK učitelji velikokrat uporabljate. Mogoče se mi zdi fajn, da še to malo razjasnimo. Ja, senzorno-motorna amnezija v bistvu čisto pomeni, da določenega dela telesa oziroma mišičnih sklopov ne čutimo oziroma ne zaznamo dovolj dobro. Čisto isti primer, ki sem prej rekla z ramo. Hočeš ramo premakniti, če si hotel ramo premakniti, si mogel napeti prsne mišice. In če ti ne čutiš, da si to res napel, oziroma da si jih pokrajšal, rečemo, da imamo na tem predelu senzorno-motorno amnezijo. In potem z vajami, z večjimi ponovitvami vaj, počasi mehčamo te mišice oziroma jih čedalje bolj čutimo, povezujemo nazaj, vzpostavljamo senzorne povezave med možgani in pa posameznimi deli našega telesa. Tako kot določenega dela telesa, naprimer, ki ga slabše čutimo, se pokaže to potem tudi na našem gibanju. Da tam, kjer imamo slabši nadzor nad telesom, tudi tiste gibe težje uporabljamo. Manjkrat jih uporabljamo pri svojem premikanju. In zato smo tudi omejeni naprej pri svojem vedenju. Gre čistko, trdo telo na določenem mestu se odraža v našem gibanju in kasneje tudi v vedenju. In zato nam je določeno vedenje bolj blizu, drugo nam je bolj tuje, ni nam tako ljubo, no, da bi ga uporabljali. Naprimer, nekdo je ves čas bolj žalosten, ker se mu zdi to sicer mogoče ne glih namensko, ampak je že njegova struktura telesa je taka, oziroma poza njegovega telesa je taka, da je zakrčen tukaj vspredaj, in mu niti telo ne dovoljuje, da se bi odprl, da bi dvignil glavo bolj pokonci, in navzunaj deluje bolj žalostno. To se pravi, vse to skupaj potegne eno trda mišica, potegne tak sklop za sabo. In če je to senzorno-motorna amnezija, je pa senzorno-motorna odtujitev, pa tam, kjer rečemo določenega dela telesa, nikoli niti nismo znali uporabljati. Če smo pri amneziji včasih, naprimer, znali mišico začutiti, jo napeti, jo sprostiti, pa imamo zdaj z leti počasi čedalje manjšo kapaciteto tega zaznavati, je pa pri senzorni motorni amneziji tako kot da, odtujitvi, kot da jo ne bi nikoli mogli zaznati vsej tisti njeni polnosti, ki jo ima. In kle se zelo lepo, naprimer, se vidi pri določenem vedenju ali pa pri določenih čustvih, ko so neka čustva v družini sprejeta, primerna in se samo tista uporabljajo. Določena pa niso primerna in jih družine ne uporabljajo. In kle je, mogoče, če si predstavljaš emojije, pa imaš, eden je nasmejan, en je žalosten, en je jezen. Včasih pa kakšen tak pride, ko sploh ne veš, kako bi ga opisala. No in to je tako, naprimer, odtujitev. Tisto, ko kar nimaš besed, da bi opisal, da bi si predstavljal, kakšen bi bil človek s takim izrazom na obrazu. Kakšno pozo bi zavzel, kaj bi govoril, kakšen ton glasu bi imel, kaj bi sporočal svojo držo. Se pravi, kaj vse ti lahko recimo izdrže
človeka, ko že pride recimo, stranka k tebi, kaj že izdrži, ti prepoznaš. Zdaj ne vem, jaz imam recimo bolj refleks rdeče luči, aktiviran, kaj to pomeni, ali pa potem seveda zelena luč. Tudi te drža se nam ves čas spreminja, ker smo mi živa bitja in ne vem, bomo zdajle srečali tam na cesti enega človeka, se ga bomo razveselili, se bomo bolj odprli, pa bomo pa slišali za nek slab dogodek, bomo pa malo bolj žalostni, se bomo pa malo bolj dol zaprli. Ampak v osnovi je pa tako, da zelena luč pomeni, da so napete mišice po zadnji strani telesa, ki nas dvignejo po konci, nas peljejo naprej v akcijo. Rdeča luč so pa napete mišice po sprednjem delu telesa, kjer se pa zapremo, se stisnemo skupaj, nas je strah, tako kot da bi se radi umaknili, da bi bili nevidni, taki majhni skupaj se stisnemo. Vse to je naš naravni refleksni odziv na različne situacije v življenju, ni pa dobro, če je to ves čas vklopljeno. In s temi stvarmi se ukvarjamo pri AEQ-ju, kjer hočemo pomagati človeku, da vsaj malo, na primer, sprosti zeleno luč na svojem telesu in potem občuti, koliko je lepo tisto, da ti ni treba biti ves čas v akciji, ampak da se lahko umiriš in začutiš v sebi tisto, wow, a tudi če sedim tukaj, mi je tudi lahko lepo, nimam tistega občutka, da sem nekaj slab, da nekaj zamujam, da bo šlo življenje preveč hitro naprej. Ampak si lahko brez slabe vesti oddahnemo. In na drugi strani, na primer, rdeča luč, ki te ustavlja, ko se stisneš skupaj, potem jo pa čas začne sproščati in si dovoliš iti v akcijo in pol nekaj narediš, neko dejanje in rečeš, wow, a tudi to grem lahko v akcijo, brez da bi bilo že vse vnaprej obsojeno, da mi ne bo uspel. Da ne bom zmogel nekega dejanja, nekega pogovora. Tlej sicer, na primer, ne gre to čistko iz danes na jutr, ampak rabimo počasi spoznavati s temi stvarmi, ker če smo prej, na primer, leta in leta navajeni biti v tej rdeči luči in smo prepričani, v redu, če grem jaz zdaj v akcijo, to ne bo dobro, ker bo sigurno nekaj se mi narobe zgodilo, je že moja podzavest na to naravnana. In je treba pa počasi še s podzavestjo ukvarjati, pa jo malo pomiriti zraven, ker drugače pogosto, ker prikličemo pa še nekaj slabega zraven, da si potrdimo, vidiš, res je, ni bilo prav, da sem šla v akcijo, bolj bi bilo, če bi se ustavila, tako kot vedno, vse sem vedela, da mi ne bo uspel. Tle pa zajekujem pa počasi spoznavaš, da se da tudi narediti spremembo. Tudi če zgledaš še toliko brezupna, pa toliko težka, pa nepremostljiva je vedno pot, da gremo lahko naprej. Vse, ki smo že govorili o drži, ne vem, jaz, ki sem bila, po moje, bil tukaj še prvi razred, ko imaš prve sistematske preglede, mi takrat zdravnica rekla, da imam slabo držo in potem te pošljajo pač tam na neke vaje za držo, mislim, da greš enkrat, pa ti dajo papir, zdaj pa te vaje ti deli doma, ti si 7 let star otrok. Kako gledaš na to miselnost, ko pač zdravniki rešujejo držo otroka na ta način, da ga pošljajo pač na neke vaje. Kaj je tle problematičnega? Jaz se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo vprašati te otroke, ker rata je malo starejši, kaj se spomnijo od tistega obdobja, ko so bili stari 7 let. Ker po mojem bi bilo samo, naprimer jaz, če bi tako gledala, bi rekla, otroku je čisto vseeno, a ima dobro držo ali nima dobro držo. Njega nič ne moti tista drža. Moti pa njegova drža, njegovo okolico. To se pravi mamo, očeta, lahko detke, babice, vse okrog njega, zdravnika. In ga vsi te priganjajo, dej delaj vaje. Otrok ne dela vaj zaradi sebe, otrok dela vaje zaradi okolice. In kaj dobi od okolice, če se drža ne popravi, vidno nekaj, da ni dosti dober. Še več mora vaje delati, še bolj mora
se po koncu držati, čeprav se ne more na silo po koncu držati, ker njega vleče naprej skupaj. In da otrok zavzame neko pozo, nek položaj, sta tako v narekovaju glavna krivca za to njegova starša oziroma odnos med njima. Bolj ko je urejen partnerski odnos, bolj ko si starša lahko zaupata, ko si lahko povesta stvari med sabo, tudi take težke, o katerih je težko spregovoriti. Lažje je otrokom ob tem. Bolj ko starša lahko med sabo razdelita te močne energijske napetosti, ki jih začutita v sebi, da jih ne prenašata na svoje otroke, lažje je otrokom. In tako, kot sem prej rekla, da se na primer tvoja drža iz rdeče pa v zeleno luč, da se spreminja, da je to normalno spreminjanje in da je enkrat malo hujša rdeča luč, drugič je malo boljša, pa je malo bolj zelena luč. Tako isto pri otrocih. In če bi tudi te otroke opazovali, so enkrat malo slabša drža, drugič malo boljša. In če bi to primerjali oziroma bili toliko pozorni, kaj se takrat dogaja v družini, bi verjetno lahko zaznali, da takrat, ko je otrokova drža boljša, je odnos med partnerjema boljši in oče in mama manj pritiskata na otroka. In obratno, takrat, ko se otrok začne slabše držati, takrat je tudi odnos med staršema slabši in vede ali ne vede pritiskata na otroke. To je zdaj tako zelo subtilno, zelo težko je to določiti čisto. Starši se ponavadi tega niti ne zavedamo, no, kaj delamo. Če bi se zavedal, pač valjda ne bi tega popravil, naredil. Ja. Bova šli še malo kasneje na otroke pa partnerski odnos. Zdaj me še zanima, s kakšnimi bolečinami si se ti spopadala, kako si jih rešila, kaj si spoznala. Ne vem, lahko tudi kar konkretno poveš, ne vem, da si recimo kolena, imela si tudi težave s koleni, je tako? Recimo, kaj si iz tega potem nekako ugotovila? Jaz sem se športom ukvarjala in športniki vedno imajo neke težave. Eni imajo kolena, eni imajo, skozi je kaj gležne. In mi je bilo to v mladosti nekako samoumevno, sploh nisem kaj razmišljala, da bi bilo karkoli narobe. Muskelfiber, boleča kolena, zviti gležnji. Pač tako je, tako pride, to je smola, rečemo temu. Šele pol, ko sem pa prišla do AEQ-ja, ko sem začela vaje delati, takrat sem pa šele pogruntala, da bi bilo lahko to tudi drugače, da v bistvu ni treba, da te bolijo te stvari. Mogoče sem imela od, ne vem, ključnico zlomljeno, gležne zvite skoraj vsako leto. Se je kar ponavljalo, vedno v zimskem obdobju sem z gipsom okrog hodila. Kolena so me bolela toliko, da vem, da mi je bilo lažje hoditi v hrib gor in da je bil pravi pekel dol v hrib hoditi, se nazaj spuščati. Ledveni del hrbta me je tudi pogosto bolel, tako da sem se komi prepognila, pa da sem si pol superge dol dala. Ampak to je vse v tistem, ko šport v bistvu zlorabljaš, ne pa ga uporabljaš. In se šele kasneje tega zaveš, kaj si počel sam s sabo. Se pravi, če nekoga bolijo kolena, kaj bi mu svetovala? Noge nasploh nas premikajo naprej, nam omogočajo premikanje naprej, nazaj, v stran. In normalno bi bilo, da smo sposobni se vse te smeri
brez zadržkov premikati, da nimamo nekih preferenc, to se pravi, da rajš hodimo naprej kot nazaj, da lažje delamo premike naprej kot nazaj ali v stran, ampak da bi bilo to vse enako. Težava pa nastane, ko nam na primer nek odnos ni všeč in bi se radi mi umaknili temu odnosu, ali pa ne vem, pač tam je neka stvar, ki ne želimo iti proti njej, ampak bi šli radi nazaj v drugo smer, spremenili svojo smer. Pa ne moremo. Oziroma nas je strah, kaj bo naredila tista oseba, ki je tam, pa nočemo iti do nje. Predvsem, če je to nekdo naš bližnji, mama, oče, partner. In zdaj namesto, da bi poslušali svoje telo, pa šli stran, oziroma da bi uredili ta odnos, da bi tej osebi povedali, lej, to pa to, kar zdaj počneš, ni v redu, bi bilo fajn, da spremeniš, se ne upamo, isto tako se ne upamo iti stran in zato rajš se pohabimo. Dejansko v bistvu pohabimo samega sebe ali si naredimo kaj narobe s kolenom. Jaz, na primer, v mojem primeru sem si vedno gležnje zvila v takih situacijah in potem dobiš iz telesa sporočilo, lej, ne moreš iti stran, moraš vztrajati tukaj v tem, kjer si. S tem sicer vzroka nič ne spremeniš, ne popravljaš in je še vedno tam, ampak tebe pa te stvari manj motijo, ker nisi sposoben, da bi šel zdaj stran. Kaj pa recimo boleč križ? To je zelo pogosta stvar. Težava. Ja. Pa ni to samo od sedenja za računalnikom, ne? Ja. Mogoče še tako še pri nogah, ker noge so res tako pogosta stvar. Že hallux valgus na nogah imamo, ko se palc umika, na primer bolj na desni nogi, bolj v desno. In že s tem pri vsakem koraku naprej, ko ga narediš in se usmeriš z glavo, s telesom, z medenico v eno smer in narediš korak naprej in čist na koncu, ko se odrineš od stopala, od desnega palca, te palc mačkan po stran postav. Mal zamakne in te vedno mačkan stran od tvoje linije vleče. Kar včasih sicer je v redu, ko prideš do boljše rešitve, kakor je bila pa tista tvoja prvotna začrtana. Ampak je pa velikrat težava te stvari je ta nesigurnost, ki jo dobiš v sebe noter. Da vedno, ko greš naprej v tisto smer, ki si jo zadal, nikoli ne prideš točno do tistega cilja, ki si ga želel. Pak ni treba, da je tako v življenju. V življenju ne bi imeli nadzor sami nad sabo in če se nekam odpravimo, če nekam želimo priti, ne bi tudi prišli na tisti cilj. In mogoče še tako čist, kako se vidi težava z nogam v situacijah, kjer ni praktično nobene povezave, ko greš, recimo, imaš nek pomemben nastop, je pred tabo. In te bojo, kakšen teden pred tistim nastopom, te bojo začela kolena boleti, predvsem desno koleno, kar nekaj se oglaša, pa ne da bi bilo, tudi če se nisi nič športom ukvarjala, tako da ne moreš nič povezati z ničemer. In jaz, na primer, zdaj pri sebi to že veliko prej zaznam in prav vidim te odzive na telesu. Včasih nisem imela pojma o tem, da se to sploh dogaja, da ti telo tako jasno komunicira s tabo, da ti tako pove, kaj je tvoja podzavest, kje se ustavlja, kje zmore iti naprej, oziroma posledično jaz zmoram iti naprej, kje pa jaz sama sebe ustavljam. In čist pri tem
pomembnem dogodku se ponavadi najprej koleno oglaša. Kot da bi ti bilo težko korak naprej narediti. In ponavadi je to desna noga. In potem par dni pred tistim je pogosto tak občutek v gležnju, kot da ti bo klecno gležen, da te bo spodnesel, kot da bi ti podzavest govorila, ne id na to, se veš, da boš falila, se veš, da boš padla, da ne bo dober, da ti ne bo uspel. Tako da se znamo bolj slišati na to, te čist minimalne, ni to tako, naprimer, da bi gležen ves čas bolel, pa niti kolen, ampak mačkan impulzi prihajajo in da znamo to slišati. Zakaj si rekla, da ponavadi je to desno koleno? To je noga, ki gre v akcijo, ki gre naprej. Je tudi očetova noga, je tudi... Tle je vse bolj kompleksno še skupaj. Kakšen imamo odnos z očetom, kako nas je oče podprl pri tem, da smo lahko naprej šli v svet, koliko nas je nazaj držal. In glede na to ima potem vsak malo drugačno zgodbo, ampak da bi znali ljudje to malo slišati, tudi sebe. Pa sva rekla še ledveni del hrbta. Ja, križ, bolečine v križu. Ja. Hrbet, napete hrbtne mišice se postavimo po koncu in gremo v akcijo. In takrat omogočajo nam, da sploh premaknemo nogo naprej, da postanemo dinamični, da lahko hodimo. Ampak zaradi tega, ker smo pa trdi v hrbtu, pa zgubimo stabilnost. In to je zelo pogosto. Ne vem, jaz sem to imela, jaz sem skozi nekaj delala, skozi nekaj prčkala, pa grem tam v kuhinji, pa vidim posodo, posodo, pa tam vidim eno stvar, tole še treba zrihtati, še ono treba zrihtati, še tam poklicati, še tisto narediti. Nikoli se ne znamo ustaviti. In tako, to se vidi, ta napetost v hrbtu, ko jo imamo. Naprej nas žene, tisto ustaviti se, pa usesti, vzeti si čas, da se lahko pogovarjamo, kle nam pa zmanjka. Zmanjka nam tega časa za globino odnosov, ki bi bila sicer super, ki bi nam bilo lepše živeti, nam ne bi prinesla nič slabega, ampak nam čist telesna drža tega ne dovoli. Bojimo se globine in zato smo tukaj v akciji. Kaj pa recimo težave z vidom oziroma poslabšan vid? A je to povezano samo s tem, ker zdaj toliko v ekrane gledamo ali še kaj drugega? Ja, z očmi gledamo. Vidimo cesto pred sabo, vidimo lepo sliko. Vidimo tudi partnerja, kakšen je, vidimo očeta pa mamo, kakšna sta, kakšen odnos imata med sabo. In včasih nas te stvari motijo, kar vidimo. Nam niso všeč. In če vidiš cesto, oziroma rečem ali pa sliko, ki ti ni všeč, boš pač pogledal stran, se boš odmaknil in bo v redu. Če vidiš pa nek odnos, v katerem moraš živeti, pa ti ni všeč, pa ni dovolj sem pogleda stran obrniti, pa se delati, da tega ne vidiš. Klej treba ali spremeniti odnos, se začeti pogovarjati o teh stvarih. Če pa nimamo te moči v sebi, se pa podobno kot prej pri nogah, se tudi tukaj pohabimo na nek način. In sami sebe, lahko bi rekli, da si pomagamo, tako da se onesposobimo, da bi videli lahko te stvari. In potem naprimer ne vidimo dosti dobro na blizu, ne vidimo dosti dobro na daleč, si zameglimo vid. Vse, kar je potrebno, naredimo že spet, da nam ni treba vzroka nekih težav spreminjati, ampak še vedno pa lahko vzdržimo v tem odnosu, v okolici, v kateri smo. Zdaj danes še vedno ne, tako generalno se ne sprašujemo, zakaj smo zboleli, zakaj kronične bolečine, zakaj poškodbe. Ne? Pri nesrečah se mi zdi še sploh, sem s to počuden ali pa se je pač zgodil.
Zanima me, kako ti pomagaš potem recimo tvojim strankam, da pridejo nekako lažje do tega temeljnega vzroka, zakaj se je nekaj zgodilo. To se pravi, imamo vaje, vodene vaje, kjer počasi poznavajo svoje telo, in imamo potem tudi individualne obravnave, kjer grejo na masažno mizo in jih vodim skozi določeno vajo in jim nudim protiupor, da lahko veliko bolj jasno začutijo posamezen del telesa. In pri tem je tako, da naprimer, jaz sem kot nek stroj tam zraven, ki jih pritisnem ob koleno in vidijo, kako lahko levo koleno premaknejo in kako lahko desnega čist drugače. Nad enim imajo ogromno nadzora, nad drugim nimajo nič nadzora. In tako je na različnih delih telesa. In se preko tega učijo spoznavati ljudje sami sebe. In gibljivost posameznega dela telesa se že spet odraža na vedenju, na tem, kako smo sposobni določene konflikte reševati, kakšni so naši odnosi. In potem pride zraven še razlaga AEQ teorije in pa pogovor, preko katerega potem oseba počasi spoznava, v kakšni situaciji je, zakaj je v taki situaciji, kot je, in kaj lahko naredi, da pride ven iz tega. In klej že spet, predvsem ta telesna komponenta je tista, ki nam omogoča delati korake naprej. Ti lahko še toliko veš, kaj bi bilo dobro narediti, ampak če ne moreš, ne gre. Klej pa z večjim zavedanjem telesa dobiš to moč, da lahko narediš korak naprej, da se lahko premakneš, da lahko še toliko težka stvar postane lažja. A bi še povedala kaj o partnerskem odnosu? Zanima me, kako si skozi to delo na sebi pol tudi lahko spremenila partnerski odnos, mogoče kaj si ugotovila, da si delala kakšne napake prej, kakšen nasvet, kako izboljšati naše odnose. Pač v naši družini sem bila jaz tista, ki sem začela najprej te stvari raziskovati, brati. Sem bila pol vsa pametna in sem vse vedela, kaj delam mož narobe, kako sem še to ne popravil, pa bo pa že super, pa nam bo pa vsem lažji. In tako se mi zdi, da šele pri AEQ-ju sem pa prišla toliko v stik z lastnim telesom, da sem lahko pa začela videti svoje napake. In klej bil nek tak preskok, ki prej gre, je začaran krog, mož me je ves čas poslušal, kaj še to naj naredi, pa bo pa v redu. In on je to ves čas slišal, da on ni v redu, da jaz nisem zadovoljna z njim. In pa nismo nikakor skupaj prišla, kako skupaj funkcionirati kot par, kot dve odrasli osebi, kot dva zakonca, ki imata otroke ob sebi. S tem, ko sem pa jaz bolj sebe začutila, sem pa videla, kje so, jih še vedno videvam in jih še vedno prepoznavam, svoje napake, ki jih imam, in jih počasi rešujem. In kle vidim tudi pred kako težko nalogo sem njega postavljala, kako sem mu meni danes ob vsem znanju, ki ga imam, mi je težko te stvari spremeniti. Njemu sem pa samo dala naslov, to pa to moraš spremeniti, pa bo kul, nobenega orodja, nič od nič, no, čist brez sem ga pustila. In kle se lepo vidi, koliko je partnerjem pa lažji, koliko rajš pristopijo zraven. Ko se čutijo bolj sprejete, bolj slišane, in jim marsikaj ni težko narediti, kaj mi je bilo včasih težko, ampak dejansko niso vedeli, kako pa kaj sploh hočemo od njih. Niso imeli navodil za uporabo, zdaj pa rečemo, da jih je dobil,
vsaj moj mož, no, in da mu je glede tega lažje. Se pravi, nekako prevzeti odgovornost svojo, ne? Ja. Prvi pogoj. Ja. Če hočeš, da izboljšaš odnos. Vsekakor. Imaš kakšen nasvet še, kako konflikte bolj konstruktivno izpeljati? Reševati, ja. Konflikte, kle se mi zdi predvsem komunikacija je važna, da znaš ti, pa že spet bom partnerju rekla, ker se mi zdi, da je res ta odnos je najbolj pomemben. Mož pa žena, ker vse ostalo potem je temelji na tem odnosu. In če hočem jaz se s partnerjem pogovarjati, je zelo fajn, da so vsi, pravi, ko rečemo, imamo 3 dele telesa oziroma entitete, naprimer telo, zavest pa podzavest. In je fajn, da je vse to skupaj usklajeno, da plujemo v isto smer. To se pravi, če jaz možu nekaj povem, da mu tudi moja govorica telesa to pokaže in da me on veliko bolj jasno zastopi. In pri meni vem, da včasih tega ni bilo. Jaz sem govorila eno stvar, moja podzavest pa telo sta bila pa čisto drugačna. To je tisto, ko si načitan iz knjig, pa veš, kaj bi bilo dobro, pa kako bi bilo treba. Telesa pa ni nikjer in kle me je zmanjkalo. In zato me niti ni mogel tako slišati. Tako da pri konfliktih, jaz sem imela takrat naprimer občutek, da me ni jemal resno, kot da me ni. Ampak zdaj, če pa nazaj gledam, sem pa jaz samo sebe toliko razdvojila. Zavest je bila tam zraven, je bila vsa pametna, telo je bil pa čist nemočen, nič ni vedel, v katero smer mora iti, oziroma je šel glih kontra s tistim, kar je zavest govorila. In kle uskladiti vse te 3 dele. In dejansko to delamo, praje, ko jo čist vaš čas. Bolj se preko telesa se spoznavamo, kdo smo, zato da lahko z vso kramo, kar jo imamo, plujemo v eno smer, ne pa da gre en del tja, pa se pa lovimo, pa pobiramo na različnih koncih. Ti si tudi mama 3 otrok, a ne? Ja. Imaš kakšen nasvet še, kako potem izboljšati odnos z otroci? Ja, moji otroci so zdaj že veliki, že niso več otroci, so že mladostniki, malo odrasle osebe. Kle odnos z otroci je že spet najlažji partnerski odnos izboljšati. Otroci pri tem najmanj trpijo, bolj ko sta partnerja povezana med sabo, bolj na ta način razbremenita otroke. Mogoče en tak primer. Pride mama domov iz službe, vsa utrujena, odpre vrata, pride noter, jo sin sliši, vrši njej, ves vesel, da je bo razložil vse, kaj se mu je dogajalo tisti dan v šoli. In pol mama ga sem z roko potreplja po glavi in pol sin kar ostane brez besed, niti ne ve točno, kaj bi povedal. Mama gre naprej, gre priprav, da bo kuhala kosilo. Sin pa to malo še stoji, pa se pa obrne, pa gre v svojo sobo. Pol pride oče domov in se tam pred vrati stanovanja se ustavi pa prav, sam pri sebi, toliko naporen dan sem imel, danes ne bom, en sestanek je bil v službi, pa nič ni šlo tako, kot bi mogel iti. Ne bom povedal ženi, ka vem, spet bo to, vsa bo pametna, pa mi bo tam razlagala, vse sem ti že zadnjič tisto rekla, pa zakaj me nisi poslušal? Ne bom mi povedal. In pa čuti sicer to, kako ure vse v njemu noter, ampak odpre vrata, zapre, v tistem, ko vstop noter, se pa mlajša hčerka oglasi in začne tult, kričati, vreščati in nobenemu ni jasno, kaj se dogaja. In potem se nekako pomirijo, se usedajo za mizo, pojejo kosilo in pa ob kosilu so tako malo tiho, žena prav, si tako misli sama pri sebi,
še dobro, da sem doma. Res mi je lepo doma. Se niti ne zaveda, da je lepo doma, zato ker je takrat, ko je prišla domov, se je dotaknila otroka, svojega sina, in je tisti višek energije, ki ga je čutila vse noter, tisto napetost, prenesla v njega, ki ga je potrepljala po glavi. Oče tudi si reče, no, da sem doma, sej bo že. Še dobro, da nisem bil jaz na tapeti, da me je ta mala takole rešila dobro. Ampak se ne zaveda, da je hčerka njegov višek energije izrazila. Tisto, kar bi on mogel povedati, je ona občutila na sebi, in ker je to telo manj močno kot odraslo telo, ni preneslo te napetosti in jo je mogla nekako ven iz sebe dati. In tako sta starša zadovoljna, otroci pa ranjeni. In pol hčera kle ne zastopi, kaj delala narobe, kako naj se drugič kontrolira, brzda, da ne bo to delala, čeprav dejansko ima občutek, da nima nobenega nadzora sama nad sabo. Sin pa tudi razmišlja, tudi ne ve čist, kaj se je zgodilo, kaj je bilo narobe. Se je bila mama, v bistvu me je potrepljala po glavi, ampak nekaj ni bilo čist prav, ni se prav čutil. Kaj pa, če bi mogoče jaz jutri vstal še 1 uro dal v šoli, bi šel še malo v knjižnico, pa bom pol šele malo kasneje domov prišel. In to je tisto, kar delamo z otroci, ki jih nevede prenašamo na njih. In to bi se bilo fajn zavedati, opazovati. In že spet je kle telo tisto, ko v telesu začutimo, kaj naredimo, kako elektrika preskoči, in če nimamo stika s telesom, tega ne moremo začutiti. Ti si tudi nekje napisala, da je več, ko si vidva z možem povesta težkih stvari, bolečih stvari, lažje gre vajinim otrokom. To se mi zdi zelo povedno, to glih, kar si zdaj tudi razlagala. Ne? Se pravi, ko imajo otroci težave, bodi si zdravstvene, vedenjske v šoli, je to čas, ko se partnerja pogledata, kaj lahko ona dva naredita, kako lahko razbremenita otroke, mi pa potem pošiljamo otroke, ne vem, zdravnikom, psihologom in tako naprej, ne dajte jim zdravila in tako, sej ne, da pač ne, da jih ne voziti k zdravnikom, ampak dajmo pol pogledati, kaj je pa ne. Kaj jih lahko mi tudi razbremenimo, pa jim pomagamo. Ja, te težke stvari si povedati so dostikrat tako majhne se nam zdijo, niti nepomembne, oziroma nepomembne se nam zdijo, ne toliko velike. Ma se bo, se ni treba, da ve to stvar, kakšno skrivnost imam pa tudi jaz lahko sam zase. Pa je to lahko, ne vem, taka banalna stvar, da naprimer ima žena pogrunta, da ima prvi siv las, pa se ne upa možu povedati, da ga ima. Pa se potem naskrivaj barva, pa imajo z otroci svojo skrivnost, ko jo ne delijo z očetom. Ali pa se naprimer mož v službi se pogovarja s sodelavko in ji lahko ful veliko pove in pol ugotovi, jaz bi pa tudi doma moji ženi to povedal, pa ne vem, zakaj njej ne morem. In bi rad sam to povedal, da bi si želel z njo pogovarjati, pa ne ve, kako stik z njo vzpostaviti, da bi bilo to zaupanje med njima. In že samo tega ne upa sprožiti, ker se boji, da ga bo žena obsodila, da jo vara, da je karkoli. Pa ne vem, čisto take, naprimer o denarju se nam je grozno težko pogovarjati. Eden ima občutek, da premalo prispeva v skupno blagajno, eden, da preveč potroši. Pa imamo tako take majhne skrivnosti. In o teh spregovoriti, ker te nam ustvarjajo mišično napetost, te nas delajo trde in ta mišična napetost dela zidove med partnerjema, ki pa nočemo, da nastanejo, hočemo, da je čim bolj odprto, ker le na ta način se lahko bolj približava drug drugmu. In tudi tako je, bolj, ko smo lahko odprti, več lahko dobimo od partnerja nazaj. In to je pa tisto, nagrada,
za to ranljivost, za to izpostavljenost, odprtost, ki si jo pripravljen vzeti, ki si dostikrat niti ne predstavljamo, koliko je lahko nek odnos lep, koliko nam lahko veliko da. Se pravi, nekako partnerski odnos osnova za vse dogodke v družini? Ja. Kle, mogoče včasih je tudi tako, da so dedki pa babice tisti, ki še živijo pod isto streho in potem je lahko tudi njihov vpliv dosti močen. Ampak tudi kle ne bi bila očem pa mama tista, ki znata mejo postaviti. Ki se zavedata, da one dva vodita svojo družino naprej in ne bi bila one dva krmarja te barke posamezne družine. Tudi otrokom je veliko lažje ob tem zavedanju. Otroci imajo radi to, da vejo, kdo je vodja, varni se počutijo ob tem. Vejo, komu iti, komu zaupati, komu povedati, kaj jih moti, kje imajo težave, komu se pritožiti, če kaj ni v redu. In tudi tako, naprimer, ko si prej vprašala, kako sem jaz svojimi otroci reševala. Dovolila sem jim, da so začeli mi govoriti stvari. Otroci so bolj mehki in hitrejše opazijo. Veliko hitrejši mi je jasen, kot je pa nam, odraslim, jasno. In če poslušaš nekega otroka, ki razlaga to pa to ni v redu, in pa starši zraven rečemo, ne, to se ti sem zdi, ne, pri nas pa že ni tako. Ma ponavadi otrok bolj prav, bolj ve, kaj je res pa kaj ni res. In kle mu dati priložnost, pa se pogovarjati z njim. In mi se učimo tudi še tega, da se probamo čim bolj pogovarjati. Da imajo pravico tudi svoje mnenje povedati. Ni vedno lepo, ni vedno enostavno poslušati to, kako te lasten otrok vidi, kako te dojema. Ne vem, ko se trudiš biti čim bolj enakovreden do vseh treh, pa te nekdo se čuti toliko bolj prikrajšanega, druge dva ne. In saj jaz zase lahko povem, da vedno, ko so mi to povedali, pa sem šla za nazaj gledati, so imeli prav. Je bilo res tako, da sem sicer čist nevede, ampak sem enega malo bolj zanemarila takrat. Se pravi, ni naloga starša, da nudi idealno življenje otroku, kaj pa je potem naloga starša? Da sprejme realno stanje, kakšno je, da ga ne zanika, ker s tem mu daš zelo močno sporočilo, se mi zdi, otroku. Da ni tisto njegovo, kar si on v narekovajih domišlja, da ni res, ampak da pritrdiš, da je res. Ja, res je tako. In druga stopnja pa je, da lahko mu daš zgled, kako se lahko te stvari spremeni, popravi na boljš. Da ima on nek vpliv na te, da ti je dosti pomemben, da si se pripravljen tudi za njega spremeniti, s tem otrok vidi v tebi zgled oziroma spoštovanje njegovo si zaslužiš. Tako kot ne bi si vedno odrasel človek, oziroma starejši kot je človek, več spoštovanja ne bi imel v družbi. Ampak ne tistega prisiljenega, ampak prisluženega. Da te lahko tvoj otrok spoštuje, to se mi zdi, da je taka največja nagrada za starša. Zdaj, veliko govorimo o mogoče fizičnem nasilju, danes govorimo o spolnih zlorabah, o čustvenih zlorabah se pa še ne govori veliko, ker so pač zelo take subtilne, pa težko jih je opaziti pa definirati. Ne? Veliko otrok že sam nastane z namenom, da drži partnerja skupaj, imajo nalogo, potem nekako čustvene potrebe staršev začnejo zadovoljevati. Ne? To so zelo težke stvari, ampak je res problem, ker jih je zelo težko, ker se tisti, ki izvaja
čustveno nasilje, se ne zaveda tega, ki je zlorabljen, se tega ne zaveda. Ne? Tako je zelo težko prepoznati te stvari. Se mi zdi, da so zelo vse prisotne. Pogosto, ja. In poleg tega verjetno pridejo tudi težave razne, kronične. Vsekakor, če moraš ti se pretvarjati, da nekaj si, čeprav nisi, moraš zatrdeti svoje telo oziroma določene mišične sklope, kar pelje naprej v kronične težave. Da mi še eno stvar povej, ker si pač mama 3 otrok, jaz še nimam otrok in meni jasno, kako zmoreš v enem dnevu vse narediti, poskrbeti za otroke, si vzeti čas tudi za partnerja, skuhati, pospraviti, še ne omenjamo sploh službe, ker nam tako vzame večino dneva. Kako vse to narediš, ne da izgoriš ob tem? Ja, če jaz gledam za nazaj, se tudi jaz včasih sprašujem, kako je to možno bilo. Če bi pa s tem znanjem, ki ga imam danes gledala za nazaj, bi pa rekla, da ko imaš ti trdo telo, si zelo fiksiran v svojem mišljenju. In moje telo takrat je bilo zelo trdo in se mi je zdelo, da moram vse tisto narediti. Vse kljukice morajo biti narejene, da bo dan primeren. Če bi danes gledala, ko imam malo bolj mehko telo, bi si dan čist prilagodila, pa bi si ga veliko razbremenila bi sama sebe. Tako da tudi ti, jaz bi si želela imeti vsaj delček tega znanja, ki ga imam danes že takrat, oziroma tudi bodočim mamicam vedno priporočam, da naj začnejo vsaj malo zajekujem, da bojo začutile malo same sebe, pa tiste svoje potrebe in bojo potem lažje prioritete postavljale v življenju in ne bo treba, da bojo izgorele, da bojo imele vse kljukice narejene, ampak bojo lahko ocenile, kire kljukice je treba, kire so res nujne, kire pa lahko počakajo. Prej si že omenila, ne, da si imela to izkušnjo mrtvorojenega otroka, ne? Tudi danes je veliko težav na splošno z zanositvijo, z donositvijo, s porodom, velike carskih rezov, splavov in tako naprej. Kako gledaš zdaj na te težave? Zakaj se pojavljajo tako pogosto? Trebuh je prvi življenjski prostor otroka. Mamin trebuh. In bolj, ko je mamin trebuh sproščen, lažje otrok noter raste. Lepše mu je. Bolj, ko je trebuh napet, bolj je otrok noter ukleščen, težje se razvija. Slabše mu je. In tukaj se mi zdi zelo pomembno mehčati, tako kot se ves čas že pogovarjava, čim bolj mehčati telo, lažje je vse skupaj. Je pa, na primer, čist pri meni, pri moji izkušnji, vsekakor je bil tudi trd trebuh, ampak ni to zdaj že spet tisto, da bi, sem se toliko športom ukvarjala, sem imela take six-packe, da je bil zaradi tega trd trebuh, ampak najin odnos z možem je bil v tistem obdobju, tako če gledam cel najin cikel, nekako na dnu, res najbolj na dnu, najslabš. In ta 4. otrok je bil bolj izsiljen, kot pa da bi bil zaželjen, kot da bi bilo pripravljeno za njega. Se rečemo tako materialno, finančno je bilo urejeno, ampak midva psihično pa nisa bila pripravljena za njega. Ampak že spet te stvari jaz 14 let nazaj nisem vedela, jih nisem znala tako razložiti si. Danes si jih znam. In tudi takrat, 14 let nazaj, jaz nisem videla najnega odnosa, da je tako slab, kakor je res bil. Veliko lažje je obsojati osebje v porodnišnici ali pa ne vem, kakršnekoli situacije druge, kot pa sprejeti svojo odgovornost pri tej stvari. Jaz v svojem primeru jo lahko sprejmem, da sem bila jaz tista,
ker nisem delovala pravilno. Se pravi, kaj bi mogoče svetovala ženskam, ki imajo takšne in drugačne ginekološke težave, recimo? Preko AEQ-ja gremo čisti iz telesa, da začutijo svoje telo, ki je trdo, ki ga ne morejo sprostiti, potem skozi pogovor dojamejo, zakaj ga ne morejo sprostiti. Kaj se dogaja oziroma se je v preteklosti dogajalo. Lahko grejo, preteklost je lahko zelo veliko nazaj, zgodnje otroštvo, lahko včasih že tudi, ne vem, se mami dogajale razne stvari, pa potem hčerka naprej nosi. In počasi sestavljamo sliko, da ženska razume, v čem se nahaja, v kakšnem stanju in kako si lahko pomaga. Že spet isto kot prej. Sprejeti realno stanje in ko ga enkrat vidiš, ok, tako je, kaj lahko zdaj jaz tukaj naredim. Kakšen imam manevrski prostor, kaj sem pripravljena pri sebi spremeniti, da bo lahko drugače. Kako pa gledaš na samo vlogo ženske danes? Mogoče tudi kako si se ti spreminjala v tej vlogi skozi čas? Govorimo v kontekstu moško-ženskih vlog, a ne imamo drugačna telesa. To pomeni, da drugačna struktura pomeni, da imamo drugačno funkcijo. Ne pomeni, da smo enakopravni, smo enakovredni, ampak telesa so pač drugačna, ne? In s tem tudi vloge. Tukaj se mi zdi, da se ženske pogosto ne zavedamo, koliko močno vplivamo na svoje moške, koliko močan vpliv imamo, kaj vse lahko dosežemo pri njih, brez da karkoli naredimo navzven, prav vidnega. In tukaj gre obe smeri, od tega, da mu lahko zelo pomagamo, do tega, da ga lahko zelo onesposobimo moškega svojega. Meni je bilo zelo zanimivo opazovati ljudi, pa sem dojela potem, kako naprimer gresta moški pa ženska po cesti in je ženska, ne vem, se naprimer držita za roko in vidi tam v spredaj prihaja en sosed, ki ga ne mara ona, ki ji ni nič všeč, ki ga noče videti, ki vedno tam neki laja na njo, pa ji gre na živce, pa ga ne bi srečala. Brez da bi karkoli omenila partnerju, bo čisto slučajno on takrat, ko bosta šla tam mim, neki spregovoril. Pa tudi, če nič ne ve, da ona tako čuti do njega, če mu ni nikoli še nič tega omenjala, bo on spregovoril in jo bo zaščitil. Tako čist mimogrede bo nekaj mu rekel, da bo odvrnil pozornost tega moškega od svoje partnerke in bo šel naprej in bo tako, kot da se ni nič zgodilo, kot da je bilo vse v redu. Ampak ta ženska, če bi bolj sebe začutila, bi videla, da ga je mačkam bolj za roko prijela. Pa njena hoja je mačkam drugačna, čisto malenko stratala, malo bolj trda je bila. In to je od njenega partnerja telo zaznalo in se lahko odzvalo na njeno reakcijo. In to imamo ženske toliko močno razvito, to tako obvladamo. In zato ni treba, da se tako izpostavljamo naven, ker ta tradicionalna vloga, da je moški tisti, ki je njegovo telo ustvarjeno, da vodi naprej, da gre v svet, da gre v akcijo. Žena ne bi mu pa sledila, malenkost ne bi bila tako za njim, da se počuti v njegovem zavetrju varna, da se lahko sprosti, razbremeni s tem, da razbremeni lahko na ta način tudi trebuh, ki je bistven, če hočete onadva nadaljevati svojo vrsto, da se bojo lahko razvijali otroci v njem. Ampak ženska, ki je tako za moškim in je lahko za njim sproščena, lažje nadzira celo situacijo v zadnji. Ni nič obremenjena z nobenimi mislimi, je čist razbremenjena, ker ima njega pred sabo in zato vidi širšo sliko.
in ga na isti način, kot je prej bilo opisano, opozarja na stvari okrog njiju, na kaj naj bosta pozorna, kaj naj gledata, za skupno dobro. Ker na drugi strani pa, čim se pa moški ne počuti varen ob ženi, pa ne bo gledal okrog za nevarnostmi, ampak bo v njeno stran gledal, se bo čutil od nje napaden in se bo mogel pred njo ves čas braniti. In tle mora pa ženska pol prevzeti tisto vlogo, da čisto zamešanje v glavnem na vse skupaj. Mora ženska ne čuti varnosti pol iz strani moškega in potem ona začne gledati naprej in mu s tem še bolj sporoča, da je nesposoben in rata in tak začaran krog. Samo vprašanje, kje ta krog začneš pol odmotavati. Odmotavati. Počas. Ponavadi je vedno tista stvar, ki je primerna, se te prva pojavi. Ni treba iskati pa, a je zdaj tukaj prav ali je tam prav. Čist pride ti življenje, ti nasprot pokaže. Zdaj, pol ni zdaj, a moški začne, a ženska prva začne nekaj delati v smer, kjerkoli začne v redu. Najbolj skupaj. Zdaj, recimo po AIKU metodi tudi leva stran telesa je bolj namenjena za izražanje ženskih čustev, ne? Za žensko vedenje. Tle imamo tudi srce, se pravi, iz tle ven dajemo bolj ljubeča, sočutna, nežna čustva, ne? Desna je pa bolj moška stran, mislim, tam vladajo agresivna čustva, tam imamo tudi jetra, ne? Kjer so shranjena bolj agresivna čustva. Mogoče poveš še kaj o tem ženskem vedenju, teh ženskih čustvih, na kakšen način jih izražati? Mogoče tako že čisto, kot sem prej povedala, ta podporna, da je. Jaz predvsem žensko dojemam kot podporo moškemu, ampak s pomočjo moškega pa potem lahko doseže karkoli. To vzajemnost, kjer tudi vse uspehe, ki jih imaš, nisi sam, ampak jih lahko deliš z nekom. No in čist druga dinamika je. Tako se mi zdi, da se tukaj nekaj poudarja to individualno, pa ni treba, da je tako. Ni lepše, če imaš ob sebi nekoga, s katerim lahko skupaj napreduješ, skupaj rasteš, skupaj nekaj ustvarjaš, skupaj nekaj dosežeš in potem se o tem pogovarjaš, deliš, imaš veliko več skupnega. No? In to se mi zdi ta čar, ki ga zgubljamo, ki bi ga bilo fajn nazaj dobiti. Tudi življenje se mi zdi, da dobi drugačen pomen s temi stvarmi. Neko globino, se mi zdi, da marsikomu danes to sploh ni več jasen, o čem sploh govorimo. Pa mogoče bom že spet čisti svojega vidika šla. Ko začneš, ko imaš telo trdo, imaš tak ozek zorni kot, tako rečemo, toliko vidiš, pa se niti ne zavedaš, da je še vse okrog tebe, da še nekaj obstaja. In bolj, ko se mehčaš, bolj tudi vse drugo vidiš. In je takrat, če le začneš dojemati poanto tega življenja in je taka lepa, sicer na trenutke surovo življenje, pa res tako prav živalsko, ko si misliš, a to pomeni, da smo iz živali išli ven, ampak na drugi strani te pa nagradi toliko z lepimi občutki, pa ki si jih nikoli sploh predstavljati nisi znal, da obstajajo, da je sploh možno kaj takega tudi imeti. Zdaj bi še vseeno malo težjo temo za konec. Okay. V vaši družini je bil en samomor, sem nekje prebrala, to si napisala nekje. Me zanima, kako si ti občutila, da je to vplivalo na te kot na potomko. Okay. Če si pripravljena seveda o tem govoriti. Ti treba. Lahko. Moja babica po mamini strani je naredila samomor. Zanimivo pri tem samomoru je, da
dejansko sorodniki niti ne govorijo o njem. Ne govorimo, kadarkoli se srečamo, nikoli ga nihče ne omenja, nikoli. Vsi jasno vemo, da je nekje tam v zraku, to je pa vse, kar je. Koliko ene teže je prisotno v tem noter. Koliko krivde, nemoči, koliko krivi se počutimo, da jo nobeden od nas ni znal rešiti, da ji ni znal pomagati. Pa kljub temu, naprimer, jaz sem bila še otrok takrat, ampak mislim, da ne čutim čisto nič drugače kot pa moja mama. In kle se mi zdi zelo fajn, če se da o teh stvarih vsaj spregovoriti. Da se jih v besedi, ne da so nekje vse prisotne, ampak da se jih v besedi in da se jim da mesto. Kar sem jaz pri sebi opažala je, da kako imam verjetno glih zaradi teh stvari, zaradi tega dogodka drugače gledam na smrt kot pa drugi ljudje. Oziroma obstajajo tudi drugi ljudje, ki gledajo drugače. Prej se mi zdelo, da vsak doživlja smrt tako kot jaz. Zdaj pa se mi zdi, da ni to nujno. In jaz, če gledam smrt, mi je bila vedno odrešitev. Nikoli mi ni bila nič kaj slabega. Ampak vedno se mi je zdelo takrat, ko bo hudo, ko bo prehudo, da bi jaz zmogla, vedno obstaja rešitev in to je smrt. Nikoli nisem pomislila, da bi reševala na nek drug način težave, ampak vedno je bilo še v zadnji, se še obstaja to. To je bil tisti zasilen izhod vedno. In ta lučka tega zasilnega izhoda je ves čas prižgana. Tako. Zdaj, če gledam za nazaj, se mi zdi prav grozljivo, kako je to v človeku vse prisotno, prežemajoče. Vem, naprimer, da je šlo tudi na moje otroke naprej, da imamo vsi podoben pogled na življenje in se tudi z njim soočamo na podoben način. Kar se mi zdi pa zelo pomembno, pa je, da glih preko AEQ-ja sem mogoče najbolj to spoznala, da ta depresivna obdobja, teža nemoči, ko jo začutimo v sebi, da ni več toliko močna. Ko imaš včasih občutek, da je življenje tako težko, da ne zmoreš več, se s tem, ko čutiš svoje telo, ko čutiš, mogoče čisti iz lastne izkušnje, kaj se meni zdaj dogaja. Del AEQ-ja je tudi, AEQ metode je tudi AEQ dihanje. In pri dihanju se učimo vdahniti v širino pljuč. Jaz sem prej dihala, sem tukaj gor, čist na vrh gor. Ko vdahneš, čim bolj globje dol, začutiš to energijo, ki te prav preplavi del trupa. In je tak dober občutek živosti. In hkrati kot da tisto, ko je tako težko, ko se tako nemočnega počutiš, če uspeš vdahniti, lahko to težo razporediš po svojem telesu. Čutiš, da imaš telo, ki lahko absorbira tisto bolečino in jo razporedi po telesu. In je zaradi tega bolečina manjša. In zato si lažje vzameš, vsaj malo zaznaš, da ni treba predsumreti, ampak da lahko je še neka druga možnost, ki jo lahko rešiš, pa se bo konflikt rešil, oziroma ne bo več tako močne te nemoči v tebi noter. In to se mi zdi, da
predvsem pri ljudeh, ki imajo take izkušnje, ki imajo samomore v družini, in tega je ogromno in se ne govori o teh stvareh, da obstaja tudi pot, kjer ti postane lažje, no? Brez da bi jemal neka zdravila, da bi čutiš sebe, ampak mislim, bolečina se nič ne zmanjša, še vedno je prisotna, vsa tista bolečina je težko, ampak lažje domač shendlaš to bolečino. Ja, to se mi zdi ful pomembno, ker v bistvu vsi, če nimamo samomora, imamo pa kakšne nesreče ali pa kakšne nasilne smrti. Ja. Mislim, da ima vsako družinsko drevo nosi kakšno tako podobno zgodbo. Ja, in predvsem to, da si ne zatiskamo oči, da bomo zradirali to in da tega ne bo več, je bolečina, je hudo. Ampak zmoremo s tem, tako. Smisel AEQ-ja, lahko rečemo, končni cilj je dvigovanje lastne čustvene zrelosti. In če hočeš ti dvigati lastno čustveno zrelost, pomeni, da si še vedno se soočaš s konflikti, ampak ne bežiš pred konflikti, ne odreagiraš na konflikte vedno na enak način, ampak se lahko soočaš z njimi in se jim prilagajaš. In vidiš, kdaj je prav nekaj, da dosežeš, da si upravičen, da si dobil neko nagrado za karkoli si želel spremeniti. Včasih je pa tudi prav, da priznaš napako, pa sprejmeš poraz. Ampak da si se pripravljen z vsemi temi stvarmi soočati. Ne si jih olajšvati, ne se pretvarjati, da bojo lažje, da bojo bolj simpel. Ampak če dalje težje, če dalje večje, ampak s njimi boš pa tudi ti rastel in boš zato lažje se soočal. Se pravi pa, da pogledaš tja, kaj je težko, ne? Glih to, ko sva zdaj govorile, tudi v te težke zgodbe. Ja. Ko se v njih pa navad ni govorili, ne? Kako si sama rekla, da niste o tem govorili. Ja, mogoče tako. Ko smo prej se pogovarjali o knjigah, ko bereš knjigo, ti je jasno, zakaj se je neka stvar zgodila. Ampak tista tesnoba v telesu, ko pride slab trenutek, še vedno ostane, se nič ne spremeni. In to je tisto telesno dojemanje stvari, ki je možnost, da postane tudi drugačno. Se ga ne da opisati, ampak za vsakega človeka bo mačkan drugač. In jaz pri sebi vidim, da je pri meni, kar je drugačno, je glih ta občutek nemoči, tesnobe, žalosti, da ni več toliko močen, ni več toliko vse prežemajoč, da te stiska, da te duši, ampak da zmoreš z njim. Ja, jaz imam podobno izkušnjo, no, kot ti. Meni je pa stric, se pravi, mami brat, je umrl v prometni nesreči, malo preden je ona zanosila z mano, tako da v bistvu nekako moje telo nastajalo potem v nekih občutkih, verjetno stiske, tesnobe in vse, kar doživljaš, ko zgubiš bližnjega v neki nenadni smrti. Tudi je bil nekako potem razlog, ne, zakaj sem tudi jaz se srečala z AEQ-jem in ja, tako, ko si rekla, ne, te občutki so v telesu, ker pač tako, ko sem rekla, moje telo je nastajalo v teh občutkih, se pravi, je prežeto nekako z njimi, ampak ja, lažje jih zmoreš potem nekako počasi, seveda, z izkušnjami lahko postane lažje, no. Čeprav se zdi, da meni se velikokrat zdelo, da bo to pač do konca življenja in da trajno. Ja. In tudi zelo težko je opisati te stvari. Zelo. Čisto živeti jih moraš na lastnem telesu, ker šele pol si lahko predstavljaš, kaj to pomeni, pa kaj je možno. Ja, pa kako močen vpliv ima ta iracionalni del, ne, človeka.
Ko ti potem ljudje rečejo, da se zamot se z ničim, recimo, ne, ta imen tako. Ja, pa bo jaz boljše. takrat padem v stanje preživetja, ne, to je survival mode. To je isto, da bi nekomu rekel zamot se, ne vem, ko bombe padajo, pa je sred vojne. Ja. Takrat moš ti res sam v telo, pa tako, ko si rekla, da se nekako naučiš potem handlati s to bolečino. Jo razporediti, ampak če ne čutiš svojega telesa, se jo ne moš nikamor razporediti. Da to tovče gor pa... Ja, kaotično rata, predvsem se mi zdi. Kaj bi pa rekla, da je neko odraslo soočanje z življenjem? Sprejeti svojo odgovornost za svoja dejanja, poskušati ne bežati pred konflikti, ampak se soočati s konflikti, argumentirati stvari in spet sva pri istem. Bolj, ko bomo čutili sami sebe, lažje bomo povedali, kaj je res, kaj se dogaja, kako čutimo, kako mi vidimo to stvar. In bolj, ko ponavadi tudi bolj realno jo bomo lahko ocenili in sprejeti posledice vseh teh svojih dejanj. Imaš še kaj, s čim bi zaključila ta pogovor? Kar je bila, recimo, tema današnjega pogovora, je telo. Kako AEQ metoda naslovi telo in bi rada spodbudila ljudi, da dajo telesu priložnost, da ga spoznajo, kakšno moč imajo v njem, kakšen neverjeten stroj, kako popoln je. Kako mogoče tako gledamo po Džotišu stvari, kjeri datumi so ta pravi, kaj je dober. Bolj, ko poslušaš svoje telo, bolj je usklajeno z vsem tem, z vsemi tradicionalnimi znanji. Čist nič ni v nasprotju z nobeno stvarjo. In zato je tako luštno ga začutiti. Mu dati prostor. In to je lepo, vse te stiske, ki občutimo v današnjem svetu, ko smo tako tujeni en od drugega, da najdeš vsaj svoje telo, ki ga imaš, pa da se lahko v njega zatečeš noter, da ga lahko začutiš. To se mi zdi, da je tisto največ, kar imamo, pa najmanj uporabljamo. Če dalje bolj stran od sebe rinemo, pa hočemo prezreti, da je to sem nek stroj, ki mora tam delati. Če ne dela, ga peljemo k zdravniku kot avtomehaniku, tukaj je, popravite ga, hočem, da dela. Je pa sposobno še veliko več. In izkoristimo to stvar, poglejmo tja noter, vsaj priložnost si dajmo za poskusiti to, če že ne nadaljevati s tem. Hvala, Veronika, ker si delila en delček sebe. Vem, da niso to preproste stvari, nisva glih govorile o cvetočih travnikih. Ja. Mislim, da je to način, ne? Govoriti o nekih težkih stvarih, je način, kako prideš do cvetočih travnikov. Res je. Hvala tudi tebi za povabilo. Meni je bilo najbolj navdihujoče pač to, no, da se zavemo, da rešitve obstajajo. Ne glede na to, koliko težko je pa, rabimo pa pogumne, da pogledamo tja, kjer je težko. Ja, res je. Vse dobro ti želim. Hvala. Hvala enako.